Tole turo, ki jo predlagal skrbnik Orožnove koče Franci Begus, sem začel na vlaku iz Bohinjske Bistrice v Podbrdo. Iz Baške grape se bom po južnem pobočju uspel na Črno prst, sestopil pa bom v Bohinj. Pred dnevi sem profil tega pohoda gledal iz Slatnika in Šavnika na krožni turi nad Soriško planino. Poglejte tudi tisti video. V komentar pa zapišite še kakšno dobro idejo, kam na grebin Bohinjsko-Tolminskih gora. V dolini je ničla, ampak tale začetni vzpon 20 minut do vasice Trtnik po cesti te že pošteno se greje, strmina pa ne bo popuščala niti v nadaljevanju. Po slabi uri vzpona se takole odpre pogled na cilj, Črna prst levo, na sredini je Rušni vrh, desno pa Kontni vrh. A ste že kdaj gazali po listju? Tule ga je bilo skoraj do kolen pod babjim zobom. Ni to tisti babji zob nad Blejskim jezerom, ampak tule pod Črno prstjo. Po slabih 2 urah vzpona je za mano 900 višinskih metrov. Najbolj strmo je bilo prvih 40 minut, nato pa se pot uspenja kot po nekakšni malo strmejši mulatjeri. Res pravlični dan, če ne bi tako pihalo, bi tule lahko sedel več ur in užival v razgledih proti severu na Julijske Alpe s Triglavom, pod njimi Bohinjsko jezero, takoj za robom Lisec in pa Orožnova koča, proti kateri bom se stopil. Ta je v koncih tedna še odprta, dom tule na Črni prsti je zaprt.
Na drugi strani nad Baško grapo Borezen ter Kojca v smeri proti zahodu grebin Bohinjsko-Tolminskih gora, torej proti Rodici in naprej proti Šiji in Voglu. Za vzpon sem potreboval 3 ure, 1300 višinskih metrov je ter 6 kilometrov. Pred Orožnovo kočo sem ujel še zadnje sončne žarke in sončni zahod 10 minut do 3, takole sredi novembra. Jota je bila odlična, tura pa prav tako tehnično nezahtevna, samo nekaj previdnosti je potrebno tule pri sestopu iz Črne prsti do Orožnove koče. Zdajle pa še kakšna ura in pol sestopa do Bohinjske Bistrice, bo treba kar pohiteti, da me ne ujame tema.